Tako, zdaj pa je čas, da na oder povabim filmsko ekipo in sicer začnemo na koncu in potem počasi do začetka. Izdelava distribucijskih materialov Zoran Mihajlović. Asistentka producenta Polona Natlačen. Asistent produkcije Mihael Đimšić. Asistentka maske Špila Bušić. Asistentka kostumografa Peter Rozman. Vodja gradnje Sandi Peterca. Asistentka scenografije, nabavna rekviziterka Barbara Kapel. Asistentka scenografije Sara Brizani. Koreograf pretipov Sebastian Starič. Druga asistentka režije Urša Purkart. Prva asistentka režije Sara Isa Djukanović. Glavni VFX animator Martin Fir. Direktor filma Luka Peterca. Koproducent in supervisor vizualnih učinkov Peter H. Perunović. Oblikovalka maske Tinka Prpar. Kostumograf Dani Raković. Scenografinja Maja Šaus. Oblikovalec zvoka Juli Zornik. Montažer Lukas Miheljak. Direktor fotografije Lazar Bogdanović. Producent Vlado Bulajić. In producentka Lija Pogačnik. Naj na oder povabim še igralce. Socialno delavko je igrala Hermina Voje. Nekoliko Silino mamo je igrala Jasmina Fras. Migojšo, Silinega brata, je igral Dejan Leburič. Edino Jasmino mamo je igrala Silvija Jovanović. Jasno je igrala Mija Skrbinac. Fantasy je igrala Alina Juhar.
scenaristko in režiserko filma Fantasy Kuklo. Zdaj je čas za kratko skupinsko fotografiranje, tako da tisti, ki še niste, hitro pritisnite na sprožilec telefona. Na odru pa bomo ostale samo še igralke filma in pa Kukla, da se na kratko pogovorimo in da damo priliko tudi publiki, da postavi kakšno vprašanje. Bodo škljoc. Hvala se. Želite, da se usedemo ali bomo kar ostali? Torej, kakšni so občutki? Sedaj je film doživel še ljubljansko premiero, morda celo bi lahko rekli domačo premiero. Kako se počutite pot vse od kratkega filma Sestre pa do sedaj do Fantasy? Kakšni so občutki? Najprej hvala vsem, ki ste prišli gledati. Preden gremo naprej, bi vas sam prosila, če lahko vsi skupaj zapojemo. Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, draga Lina, vse najboljše za te. Mislim, da je bilo to čudovito presenečenje in pravi dan za izbiro predvajanja filma. Kako so sedaj, kakšni so občutki? Hvala prvo za to, da ste mi pomagali. Alina drugače imela včeraj rojsten dan, čisto če bo to astrološko karto delal, da ne bomo ostali. Ampak že v Lokarnu, ko smo imeli premiero, smo imeli 8.8. Ljubljansko ima 12.12. in to so taki močni datumi. In v bistvu pred domačo publiko je vedno najtežje, ampak tudi najlepše prikazati svoje delo. Tako da mislim, da smo vse kar manj na trnih zdaj, ampak še enkrat ful hvaležni, da smo lahko del tega festivala in da ste vse prišli in vsi prišli gledati film. Ta zgodba je nastajala dolgo časa. Kakšen je bil ustvarjalni proces? Ste se v ustvarjalnem procesu znašli pred kakšnimi izzivi in kaj vam je najbolj ostalo v spominu? Lahko vsaka pridoda svoj trenutek. Jaz vam samo rekla, bom dala pa naprej besedo, kar skozi govorim, ampak to je bil tak dolgoleten proces, že od filma Sestre pa bolj naprej. V bistvu smo kar zgradile neko to sestrstvo in v bistvu zelo take pristne, realne odnose in je za nas vse to več od filmov v bistvu, cel ta projekt, ker smo čez to tudi skupaj ful zrasle. Se nam je pridružila naša Fantasy, oziroma Alina, je to pač res povzročila tak orkan v naši tej skupinski dinamiki, ampak na najboljši možen način, ker v bistvu smo tudi čez cel ta proces se soočale, si nastavili ogledalo, tako da v bistvu to ni bil tak klasičen proces, da rečemo, ne vem, ok, imamo scenarij, bralne vaje, sestavljamo lik nekako in scene, ampak smo rešili na neke veliko bolj osebne ravni in v bistvu je bilo velikokrat treba nekako, meni je bilo zelo pomembno, da postavim nek safe space za to, da lahko eksperimentiramo in da lahko smo na nek način tudi gole ena pred drugo. In ne vem, kaj sem hotela povedati, Dober večer. Jaz sem danes največ utreben, zato ker sem tukaj na balkonu nekje moja družina, moje prijateljice, moje najboljše prijateljice. Danes je to bilo drugačno. Jaz moram najprej začeti pri Kukli, ker je Kukla največja umetnost in jaz mislim, da vsi, ki so kadarkoli delali s Kuklo, so neizmerno hvaležni in vsi, ki še bodo hvaležni. Kukla je res, mislim, nam vsem dala priložnost, da rastemo, da pozdravimo en del sebe in to smo mi tudi naredili in danes, ko pogledam nazaj na nas,
ko smo se pred nekaj leti srečali in kje smo danes. Mislim, da je vsaka res iz te izkušnje potegnila največ. In mislim, da vsak ta lik je zastavljen tako, da se vsak od nas lahko najde v njem. In pa vsak lahko nek del lika doživi kot provokacijo oziroma kot predmet za razmišljanje. In če bo vsak od vas danes tukaj odnesel nekaj od tega, mislim, da smo mi naredili svoje delo dobro. Ja, točno to. Tudi jaz mislim, velik del mene se prepoznal v mojem liku. Tako da sem definitivno čez ta proces zrasla in mi je nastavil neko ogledalo, ker pač, kakor praviš, ne, si pisala, si iskala esenco likov v pravih osebah in pač si mogoče že začutila, ne, pač to v meni, ampak potem v daljšem procesu sem se še zavedala, koliko je res podoben. In točno to, kot si rekla, ne, pač postavljeno ogledalo in zato se mi zdi, da je tudi na ekranu toliko močno čustvo, ne, zato ker je pač dosti iskrenosti za tem in intimnosti od vsake, tako da je. Hvala. Hvala, da ste prišli danes. Torej, Kukla, omenila si, da nekako znotraj samega nastajanja filmov, da si scene gradila intuitivno in da si pravzaprav tudi, ko si gledala na različne like, vanje vključevala nekatere lastnosti, ki so jih že prej imele dekleta. Torej, morda bi rekla, da je ta film potem na nek način skupnost vseh vas, in da tudi nekatere stvari, nekateri dialogi so se verjetno pisali sproti. Kakšen je bil zate potem ta proces ustvarjalnosti? Definitivno je to bilo v bistvu skupno sodelovanje. Scenarij je bil neka hrbtenica, da rečem na koncu, ampak mi je bilo zelo pomembno, da vsake doda nekako svoje besede, svoje videnje, da mogoče neke stvari, pač, kjer mislim, da jih ne bi izrekla pač njena protagonistka, da pač smo jih dali ven, da smo nekaj dodali. Tako bilo mi je zelo pomembno, da pač, če že jaz, ko imam recimo, da nekako že malo zvočen glas, pa če si želim in če je moj namen to, da pomagam ozvočiti tudi glasove ostalih, mi je bilo zelo pomembno, da to res naredim. Se pravi, da pač res gremo iz središča, iz nas. In pač, ker vmes je to bil zelo tako osamljen proces, ker si v neki odmevni sobi, ko pač slišiš te like govoriti, pa pišeš, pa pač pišeš ta scenarij in to je vse samo tako noro, na neki točki si še nor. Ampak potem, ko smo se nekako skupaj našli, takrat se mi zdi, da je zares, da je, ne vem, nekak projekt dobil to življenje, v bistvu, da pač so dejansko pa vdahnile življenje tem likom. In v bistvu bilo zame zelo pomembno, da res sodelujemo v tem. Tako da smo pač, ta proces ni bil samo tako, kaj vaje, telesne vaje, treningi in tako na koreografiji in to, ampak je bilo tudi dejansko. Koreografije pretepov. Koreografije pretepov, tudi pač imeli smo koordinatorico intime in smo tudi z njo veliko delali. Tako da v bistvu ni bilo samo to, ampak je bilo predvsem zelo velike refleksije na sam scenarij, na teme, pač na odnose in tako naprej. Kako pomembno se vam zdi znotraj filma poudarjanje različnih družbenih identitet, pa tudi spolnih identitet? Namreč pojavijo se različna razmerja, imamo lezbično razmerje, imamo transspolno osebo. To so neke stvari, ki v slovenskem filmu niso videne ali pa mogoče do zdaj sploh niso bile videne. Tukaj pa si se ti pogumno postavila in jih nekako uspešno predstavila na velikem platnu v celovečernem filmu. Kako zdaj gledaš na to fluidnost identitet in kako pomembno je, da o tem spregovorimo skozi film? V bistvu sem ta proces začela že skoraj 10 let nazaj, ko sem delala en spot, to je bolj Dol sestro, kratki film, z mislijo na fantasy vedno. Tako da je ta ideja že dolgo nekako vrela v meni. Je dejansko čisto neka refleksija in mojega odraščanja in mojega dojemanja identitete
in ga dojemanje tako spolne, tako pač nacionalne identitete. Tako da pač je nekako res refleksija, zdi se mi, da pač to v tem filmu nisem samo jaz, ampak so tudi moji prijatelji, moja skupnost, tako da mi je bilo pač to zelo pomembno. Pa pač jaz iskreno, če bi zdaj še enkrat šla na to, da recimo kako kategoriziram, jaz sem si želela, da ta film ne kategorizira, da je izven teh nekih postavljenih kalupov, ker pač mislim, da je prav to queer, biti queer pač je dejansko razbijanje vseh kalupov, vseh sistemskih dejansko utesnjevanj. In pač bilo mi je zelo pomembno, da so ljudje takšni, kot so. In da pač, tako, če želimo iti naprej, če želimo pač iti v res bolj vključujočo družbo, da pač moramo dejansko dati prostor tudi takšnim likom, ker pač smo vsi na koncu samo ljudje. In to je bilo neko čisto moje sporočilo. Upam, da je prišlo čez. Ampak ja, no pač, ker ni niti stvar trenda, ker zdaj se že svašta govori ali pa česarkoli, ampak pač mislim, da je nekako to. Pač vsi smo na koncu, da vsi bomo enkrat umrli, še ne veste. In da pač vsi smo, sorry, ampak zdaj smo živi in to je pomembno. In da pač vsi smo v kakršnih koli oblikah obstajamo, smo pač, imamo pravico obstajati. Mislim, da je bistveno spremenjeno. Mislim, da je čas, da ponudimo tudi publiki priložnost, da kaj vpraša. Če se bo seveda kdo opogumil. Slišim, da se ljudje med sabo pogovarjajo, ampak mogoče moramo dati še kakšno vprašanje, potem pa bo že kdo dvignil roko. Mogoče vprašanje za igralke, kako ste vi znotraj procesa, ste se lahko poistovetili s svojimi vlogami? Ali ste kdaj tudi v raziskovanju tega sveta, ki je načeloma nek fantazijski svet, morda celo obdan z določenimi, bi rekla, zidovi, v katerih pač raste na nek način, v katerih je zelo težko prečiti to neko bolečino, torej neka morda ultimativna sreča, ultimativni srečni konec za te like ne obstaja. Kako ste to sprejeli znotraj igralskega procesa? Ja, jaz mislim, da ta srečen konec je v bistvu osvoboditev, ne? Pač to, da si drugačen, lahko osvobaja, ne rabi biti ustrahujoče. Tako da čez ta proces sem točno to ugotovila, ne? Zato ker pač tudi jaz prihajam iz mešanih korenin, tako da sem celo življenje dosti iskala neko pripadnost in odobritev iz okolja in pač hotela pobegati od nekih pričakovanj, kakršnikoli že. In se mi zdi, da se vsi s tem spopadamo enkrat v odraščanju, ne? Vsak se enkrat vpraša, kdo je in kam spada in se mi zdi pač, da se zato mogoče lahko gledalec tudi najde pač skozi prizmo katerihkoli od nas štiri. Ampak ja, meni je bilo to dosti osvobajajoče. Tako, ko sem gledala prvič film, je bilo tako, ker je bil nek manifest nečesa, kar sem že prej si postavila. Ja, pač definitivno vsaka od nas je imela nek del lika, za katerega lahko črpala iz svoje življenjske izkušnje. Za fantasy konkretno, definitivno jaz včasih rečem, da sem kot neka starejša sestra fantasy, zato ker nekaj stvari vsaka punca, kot sem jaz, da skozi v svoji življenjski poti. Hkrati pa sem jaz, za mogoče nekatere, ki me poznajo, vejo, da sem jaz mogoče malo bolj, živim v nekem svojem okvirju. Fantasy je dosti bolj svobodna, dosti bolj lahkotna, fluidna in tega me je naučila, v bistvu, da se moraš sprostiti. In pa tudi, recimo, jaz kot Alina imam velikrat ta nek zid
in želim se to pokazati. Neko moč, ki seveda obstaja v meni, ampak moč je zares v ranljivosti, ne? Ker ko si dovoliš biti vse, ko si dovoliš, da si vse to, kar čutiš, takrat si zares močen, ne? In mislim, da je to mene fantasy naučila. Mi s Kuklo, oziroma vse 4, ko smo delali te karakterje, res smo, v bistvu jaz kot Alina pišem hvaležnost, dnevnik hvaležnosti vsako jutro in potem je Kukla prosila, da v času snemanja fantasy pišem kot fantasy in zares mi je dalo neko novo dimenzijo, kako fantasy razmišlja, kaj bi ona v nekem trenutku naredila. In tudi ta moment, ko pride fantasy v Makedonijo in ko je Filip, jaz mislim, da to gre čez idejo LGBTQ skupnosti. Jaz mislim, da vsak od nas igra neko vlogo, ko gre domov, ne? Jaz sem danes tukaj mojo čudovito družino prisotno in definitivno sem jaz velik del 20-ih igrala neko vlogo in pač potem ta moment osvoboditve pride, ko ti sebe sprejmeš in ko se postaviš in ko se vsi ti ni lahko, ne? To je najtežji moment. Ne glede na zgodbo, ki jo imaš, biti svoj pred svojim je najtežje, ampak ko to narediš, si nagrajen. Jaz danes živim čudovite odnose in sem ponosna na svojo družino in hvaležna, da so danes tukaj in da sem lahko to, kar sem z njimi. In mislim, da je to največja nagrada v življenju. Res je, tudi ta vloga nosi del mene, morda celo največji od vseh do zdaj. In res sem vesela za ta proces in za to sestrstvo. Mogoče kakšno vprašanje iz publike? Če ne, se boste potem pogovorili v kavarni Kinodvora oziroma na afterpartiju filma, ki se bo zgodil v Galahali. Vabimo vas na Guilty Pleasures v Galahali. R&B 2000. In sicer na Guilty Pleasures, tako. Zdaj pa, če bi kdo želel se potem še malce premikati po Metelkovi.